priporočljiv, ampak Patricija, saj se spomniš, kaj sem ti rekel, sem v Cankarju dom, ne bomo nosili loja, se bojo ljudje zbežali ven, ne bojo mislili. Ja, lahko bi jih pa mogoče privabili, saj ne veš. Morda bi pa koga tudi privabili, kakšnega strastnega ljubitelja mesa. Včasih razmišljaš nekaj, pa se zgodi drugo. Ja, zato, to je to, ne, drugače. Prej smo se pogovarjala o tej pogači, bi mogoče našim obiskovalcem, preden bova delala, predstavil, kako to lahko naredimo. Da bova potem še pokazala. Bomo pokazali, sem pa to tudi fotografiral in za ta namen jaz ponavadi izkoristim kar svoje vnuke, ki jih ni treba nič vprašati, če jih smem slikati, pa da me pol kakšni starši preganjajo, da se čutijo ranjene in čustveno prizadete, ker so svojega otroka videli v eni knjigi. Kot je imel enkrat eno neprijetno izkušnjo, nek naravoslovni fotograf, ki je fotografiral otroke iz otroškega vrtca, ki so bili vsi v enakih palerincah in isto je bila oblečena tudi njihova vzgojiteljica ali vzgojiteljici, no, so šli po pločniku in jih je slikal v hrbet, ne, ker bi bila ful dobra fotografija, ne. Ampak sta vzgojiteljici to videli in sta zagnali vik in krik in policija in kaj ta hoče. In on je rekel, tlele imate aparat, pa ga dam neste, ne. Tako, v bistvu moraš tudi to pomisliti. To sem zdaj omenil, ker sem bil ravno s dotičnim danes v stiku. No, vidite, tukaj so enostavno modeli za mafine, no, to vsi poznamo doma, imamo to radi, delamo, ne. Nasujete noter zrne, se pravi, najboljše so sončnice, sončnično seme, notri se da vrvica, ki se je na koncu malo takole zavozla, da je malo zasidrana, ne. Se da to noter, to se nasuje, bom uporabil drug lonček, ne. Rabiš žlico? Ne rabim žice, hvala. To se naredi takole, ne. Tale pogača bo dobra, da je bilo, ne, sem domov, bom jaz pojedel. Tale bo luksuzna. Ta je zelo dobra pogača. Zavidam ptičem, ki jo bodo jedli. V bistvu to lahko delamo s svojimi otroci doma. Tako. To ni nič kompliciranega, nič težkega. Tako. Tako nasploh je fino delati z otroki. V knjigi sem dal tudi eno poglavje, ki nosi pomenljivo ime, ne? Nosi pomenljiv naslov. Najpomembnejše poglavje, to je pač naslov poglavja, sicer se malce čudno sliši, ampak samo da pridem. Veste, knjigo napišeš, potem pa Knjiga je res debela in ima mnogo strani, tako da se težko pa... Najpomembnejše poglavje, no, to je moj prvi vnuk Nik ob Tivolskem hrastu, ki ga ni več, ker ga je žledolom 2014 podaril, ne. No, v tej knjigi še stoji, sem napisal. No, tu so ti moji vnuki, ki me imajo zelo radi. Do njih sem dosti strog in tudi ne strog. Lahko počno z mano karčijo, ampak svoje zahtevam. In mislim, da jih lepo vzgajam. Rišejo, vse delajo z mano, spoznavajo vrste živali, tam ima celo kačo v rokah, vidite, ni problema. Če na prav način poveš, ne na stopaško. Namaram televizijskih oddaj, ki prikazujejo tipe, ki se mečejo na krokodile in ne vem kaj, ker kajti to je oddaja o njih, ne pa o živalih, ki naj bi jih predstavljali, ne. Se pravi, da ne vzgajamo otroke v tej smeri, ampak jim poveš, da je tudi kača živo bitje, ima svoje mesto v okolju, a ne. To je dejstvo, ne. In potem je tu najljubši prijatelj vseh vrtnarjev. Namenoma je velika fotografija tu, portret, da se ga boste zapomnili. Ob tej sliki se zdrzne marsikater sadjar, morda kdo ne bo spal, a ne? Ampak tu noter so metode kratke in jedrnate, kako tega sovražnika pregnati iz vrta, a ne? Jasno pa, da je to tako, kot sem v eni svojih knjig prejšnjih, z Bogom Voluhar, če jo poznate, napisal, da je borba z voluharjem pač kot barvanje tega mostu Golden Gate, kot je povedal ta šef, ki to dela, začneš na začetku, ko prideš do konca, gremo na ponoven začetek. No, z ozirom na to, da je voluhar dostikrat praviloma uspešnejši, kot sem jaz, so me doma nagovarjali, da naj napišem novo knjigo. Voluhar se vrača, ne. Tako da, v bistvu,
to je to, ne. Ta knjiga govori o tem. Zdaj omenil si sovražnika. A so to res sovražniki ali kako si omenil v svojem uvodu, lahko so to samo nerazumljene živali, ki nas obiščajo na vrtu? V bistvu jaz voluharja ne bom vabil, jaz mu ne morem reči vse luštno za videti, ne. Sam, v bistvu, če imam priložnost, da ga vidim zunaj, ga bom tudi z motikom mahnil, ne, zakaj ne. Ampak ujamem ga na živo lovno past in ga nekam v gozdu stresem, kjer ne bom motil nikogar, ne. To je eno. Ampak v knjigi pišem o drugih stvareh. To, kar sem zdaj omenil, sem sam tudi v knjigi samo omenil. V knjigi pa pišem slavo plenilcem voluharja, se pravi Kanja, Pustovka, vse vrste kun s podlasico vred, ne. In to je to, ne. V tem je to, ne. To je v bistvu sobivanje z naravo, ne. Zdaj ti imaš res dosti tega znanja, pa mogoče gledaš na to stvar z drugačnimi očmi kot mi. Imaš najljubšo žival, ki prija na vrt, oziroma se katere še posebej razveseliš? Ja, ene sem se prav razveselil in ji namenil posebno poglavje, ki je celo malo tako napisano, morda celo malce čustveno, ne. Lesna sova, oblikovalka, še enkrat pravim, ki je vrhunska, je iz tega poglavja naredila nočno poglavje še bolj nočno, vidite, dobesedno črno, ne. Tako da je res dramatičen prikaz in potem spontano preidemo skozi opis vrste, moja osebna izkušnja od leta 83 pa do danes in potem kako in kaj, ne. In to so naši mladički, bom rekel, lesne sove, tukaj drugačno uporabljam izrazov mladički, mladič je pač mladič, ampak na lesne sove, ki nas že od leta 1984 vsako leto razveseljujejo z mladiči, vidite, tu je 6 mladičev na strehi naše hiše, a ne, skupaj. Tu so, te imam dejansko rad. In tudi zdaj, zato sem v njej ogromno napisal že, v načrtu imam celo prav knjigo v tej vrsti, a ne. Kajti fotografskega materiala se ne manjka. Ravno zaradi lesne sove sem se precej posvetil nočni fotografiji, tako da zdaj te so še napram zdajšnjim, ki sem jih napravil letos, bom rekel amaterske, čeprav so daleč od tega. Ampak letos sem se posluževal 3 flešev, v drugi gnezdilnici so gnezdile, uporabil sem tudi jasno šotor fotografski in preždel noč od 10 zvečer do 4 zjutraj s sovami. Tako da poznam vsak njihov glas, vem, kaj pomeni, če se samica zadere tako ali tako, kdaj sem šel predaleč. Tudi neprijetno izkušnjo, ki naj opozori bralca, da je lahko ta ptič tudi navaren, kajti kadar brani svoje mladiče, se ti zapraši v obraz, ne. Tako da v svojem začetniškem leta nazaj temu delovanju, ker nisem imel toliko izkušenj, sem imel parkrat, bom rekel, dobesedno krvav obraz, ne, ker po noči, ko se osredotočiš na točkovno svetlobo, ker s teleobjektivom pa z baterijsko svetilko iščeš sovo, ne veš, kje je ona resnice, v bistvu me ona bolj vidi kot jaz njo in me je enkrat v takem priložnosti samo fotoaparat rešil, ki sem ga imel na očeh, če ne bi bil morda v oči, ne. Ampak drugače, to sem zdaj povedal skrajnost. No, kot vidite, tu je tudi televizijska ekipa, RTV Slovenija, tu vsako leto pri meni posname precej teh oddaj. In tu je Mojca Recek, voditeljica oddaje Živalih in ljudeh, ki sem jo prav z veseljem noter dal. In ker sem jo zadnjič, smo to knjigo listali v živalskem vrtu, sem ji rekel, daj obrni na tisto stran, ki si ti gor, da ti malo reklame naredimo. Tako, najino maslo je stopljeno, pa ker imaš boljši mikrofon, te vabim, da vzameš, ker je vroče. A sva ga preveč? Pa se lej. Se kar razgovorila. Se, a veš kako. Evo, kar na podstavek z njim. Počuti se kot doma. Pa posprav kuhno za sabo, le kaj si delal, bi rekla. Zmeri imam travmo, žena ima novo kuhno, zdaj eno leto ali koliko in polet imam potuho v moji poljski zunanji kuhinji, na Ponku imam rešo in tam kuham. In pravim, tam naj ti tisto svojo knjigo, kuhno. Malo gre spori. Pa vse imamo cunje, ne.
Bomo spucali. Vse žene nitle, ne? Ja, zdaj ne vidi. To ne slikati. Aha. Fajn. Fajn. Fino. A damo še enega naredimo. dajmo še enega narediti. Dajmo še pol z bučnimi, Ja. da ne bo samo... Še to, dajmo še to, ja. Tako. Spet ponovimo postopek, okej, tako. Da vas dobro naučim, lejte, to je vrvica, ne. Ja. To delamo pogače, ja, za ptiče. In recimo pogače, da vam povem, tisti, ki živite v blokih, pa vas včasih sosed dol nima glih najraj, če krmite ptiče, ker jim sončnice, luščine padajo na balkon, ne. In je soseda tudi za razumeti, konc koncev, ne, če tam nekdo suši perilo ali pa zakaj bi on za vam pometil, takrat je treba malo drugo, eno rešitev najdeti in to je to. Tukaj namreč ni nobenih odpadkov, to ptiči kljuvajo in ni nobenih In pojejo smeti. do konca. In pojejo do konca. Odlično. Tako, ponovimo vajo. Ponovimo vajo. In napolnimo do vrha. Kaj je potem naslednji korak? Kaj je boljše, da damo v hladilnik ali ven Ne, čez to se noč da nekam na hladno peč. na hladno? Pa, ker je maščoba, ima veliko vztrajnost, v bistvu se zelo dolgo hladi, a ne. Odvisno tudi od velikosti te posodce, ne. Lahko uporabite za to, kot sem vam rekel, mafine, model za mafine, cvetlični lonček, karkoli že, a ne. Iz tega, tukaj da vam povem, to zdaj ne ostane v temu, ko se bo strdilo, obrnete okoli in pade ven, ne. In potem se to obesi, takšno kot je, ne. Tako, to je. Kaj Prosim? Ja, to je kokosovo maslo. kokosovo maslo, drugače pa to loj, se uporablja, goveje Drugače loje. se pa z lojem dela. Zdaj recimo loj bi imel tle en von, ne, in bojo rekli, ko so tu z enim mesarjem, Cankarjem dol. Ja, ja. Kaj pa, a je kaj takega, moramo paziti, recimo, da bi bilo pa nevarno za ptiče, da prej si omenil sicer kruh, ki se pol zmrzne, Kruh, ja. Kaj pa še poleg tega, je še kaj takega, kar res moramo paziti? V bistvu slana hrana, ne, slana hrana, kaj ti ptiči imajo drugačen metabolizem, kot ga imamo sesalci, ne. Se načeloma, če je slano, ptič tudi kljuno ne bo, ampak ptiči, večina ptičev niti nima dobro razvitega ali pa sploh nima okusa, ne. Zaradi tega v bistvu je to past lahko, ne, ker jasno, da je kuhana reč umetnega nastanka, ne, to je v naravi na to ne morajo naleteti, ne. Še nekaj bi povedal pri krmljenju ptic, ker enkrat začnete krmiti, ne smete prenehati, ker kljub temu, da ptice vedno dajo prednost naravnim virom hrane, šele potem krmilnici bojo recimo eni hudi, ekstremni, močni, hladni zimi, bodo izgubljali po nepotrebnem energijo, ko bodo brez veze hodili gledati, preverjati, a je hrana v krmilnici ali ni. V krmilnici mora biti hrana, tam je samoumevno, ne. In v bistvu to se mora začeti že prej, ko sem vam rekel recimo za meniščka in tudi druge manjše vrste ptic, hrana mora biti na voljo takoj zjutraj, ker takrat so jasno najbolj lačni. Čez noč, zimske noči so mrzle in daljše kot poletne, tu vsi vemo. In ta časovni razmik, ki so porabljali svoje telesne rezerve maščob za ogrevanje lastnega telesa, jih je toliko pognalo v to, da živijo dejansko na meji, na robu. Če recimo ta ptič ne bo v 3-4 urah dobil hrane, propade. Pogine, ne, tako. Zdaj, prej si ti že omenil knjigo, ki je šla lani, to je Svet čebel, letos jo je nekako nasledila knjiga Svet vrtnih živali, pa vseeno, kaj se pa trenutno dogaja v svetu čebel, kaj one zdaj delajo, glede na sicer ni ravno mrzlo zunaj, Ja, kaj se... nam čebelarjem ta zima oziroma uvod v zimo ni všeč, čebele bi morale biti zdaj v tesni, koncentrirani zimski gruči, so pa precej zrahljane in ob teh toplih dnevih tudi celo dejavne.
ne bom rekel, da nosijo cveten prah ali to, ker ga nimajo kje najti, ampak letijo ven v bistvu. To sicer ne pomeni zdaj neke groze, ampak ni fino, ne? Čebela mora zdaj mirovati. Zato v bistvu se čebelari vsi po vrsti, jasno z mano vred, veselimo malo hladnejših, pravih zimskih dni. Čebele zimo odlično prenašajo. Če berete v družini mojo rubriko živalsko, večkrat omenjam čebele. Letos sem predstavil divje čebele, v bistvu naše prave čebele, divje, govorim zato. Divje čebelje gnezdo. Čebele so v Ljubljani zgradile satje na veji neke jablane. In me je bralec poklical in pač jasno sem šel tja in sem te čebele rešil. Vzel sem motorno žago, odžagal vejo, sodelavcem, ki je tudi čebelar, sva to skupaj preselila en zabojček in zdaj je to postal pajn. In tem čebelem sem dal 8 kilogramov medu, ker drugače bi propadle, ker ga niso imele niti grama več. Tisto gnezdo je bilo lahko kot papir. No, zdaj so se upomogle in so lepo in bile deležne, tudi zdravljene z mravljinčno kislino proti varozi. Tako da to je to. Imaš morda še kakšen nasvet, zdaj glede vrtnih živali, hrano smo že pripravila. Je še kaj takega, da jim lahko olajšamo to prezimovanje? Ja, v bistvu, zdaj boste morda kje naleteli na prezimujočega netopirja, ki ne kaže znakov življenja. Netopirji, ki jih najdete bodisi med drvmi, v kleti, na podstrešju, običajno jasno v najbolj temačnih odročnih kotih. Te v bistvu netopirji hibernirajo dobesedno. Temperatura se jim je spustila na temperaturo okolice, srčni utrip je 2 do 3 na minuto in na ta način netopirji varčujejo z zalogami svoje sive maščobe, to imenujemo pri netopirjih. Da se netopirji uživijo, kajti netopir, kljub temu, da daje mrtev videz, zaznava okolico, on vidi nevarnost, začne z drgetanjem mišic, ogrevati svoje telo, tako kot vas, če vas zebe, se tresete, ne? Se pravi, to je trenje mišic. Netopirji to uporabljajo po defaultu, čisto kot vžig motorja, ne? Se jim trese celo telo, recimo 10 do 15 minut in potem lahko odletijo, ker dobijo to, rekel, obratovalno temperaturo, ne? In v bistvu pri tem pa porabijo ogromne količine te sive maščobe, da sploh, tako kot bi avto uporabljal benzina, ne? In če jih bomo mi po nepotrebnem vznemirjali, drezali vajne, bojo morda ravno zaradi tega pred pomladjo poginili, ker jim bo zmanjkalo telesnih maščob, ne? Zato jih pustite primer vedno brez skrbi, niso mrtvi, so pa odlični živalski sosedje, ki vas rešujejo pred piki komarjev in še čim. Odlično. Mislim, da si podal res izčrpne odgovore, zdaj bi pa mogoče dala še komu od obiskovalcev malo mikrofona. Ima kdo kakšno vprašanje, koga kaj zanima? Ali smo bili kar zadosti izčrpni v naši predstavitvi?